Jutro je sveže jesensko jutro v Romu v Georgiji, ko policist, ki patrolira v bližini Heritage Parka, opazi nekaj nenavadnega. Avto visi čez rob nasipa, njegov sprednji del je potopljen v plitvi vodi potoka. Policisti, ki se odzovejo, izsledijo lastnika avtomobila, Randyja Davisa. Pove jim, da je bil njegov sin, 21-letni Aaron William Davis, zadnji, ki je vozil avto. Vendar Aarona ni v njem. Pred 2 dnevoma se je Aaron odpravil na potovanje iz svojega doma v Cummingu, v Georgiji, v Alabamo, da bi obiskal svoje dekle, vendar je najprej načrtoval postanek v Romeu, kjer bi obiskal starega prijatelja iz srednje šole, 21-letnega Brandona Reisnerja. Brandon in Aaron sta obiskovala tudi isto fakulteto, čeprav je Brandon po prvem semestru odnehal zaradi težav z duševnim zdravjem. Aaronov oče, Randy, policiji pove, da od včeraj ni mogel priti v stik z Aaronom, zdaj pa so našli njegov avto brez Aarona v njem. Je zaskrbljen. Uradno prijavi, da je Aaron pogrešan. Policija mora zdaj najti Aarona. Njihov prvi postanek pa je tam, kjer naj bi bil Aaron, pri Brandonu Reisnerju. Hej, kaj se dogaja? Redo. Policisti izsledijo Brandona Reisnerja na domu, ki si ga deli starši. Upajo, da bodo lahko zožali Aaronove zadnje znane premike. Zdi se, da je Brandon doma sam. Začeli smo piti okoli 12 včeraj. Ja, bila sta ti Aaron, ne? Ja, jaz sem Aaron. Je bil še kdo z vama? In šli smo v bare nekje zvečer. In kupil so nekaj rdečega vina. Mislim, da je bilo to po službi, ko sem tisti dan delal. V redu. In potem smo se vrnila sem, peljala sva se domov. In potem sva začela piti rdeče vino. On ne pije pogosto, tako da... Shell Jagor In tam je bilo vse pobruhano, tudi v stranišču. Stal je in iz nekega razloga bruhal. Potem sem šel dol in mi je govoril, da ne potrebuje nobene pomoči. Brandon večkrat poudari, da je bil njegov prijatelj pijan, prav tako pa želi policiji povedati o poškodbi svoje roke, ki jo omeni povsem brez povoda. Šel sem dol, spustil steklenico, urezal sem si mezinec in da zjutraj sem šel v urgentno ambulanto. In ja, povil sem ga, se stuširal, šel v poslo. Redo. In potem so se zbudil ob 1 do 2 zjutraj. Približno takrat in njegov avto je izginil. Policija za zdaj nima nobenega razloga, da bi sumila kaznivo dejanje in Brandon ne kaže, da bi imel kaj za skrivati. Imate kakšen problem, če preverimo notranjost hiše? Ne. Ni problema. Torej, v redu je, če gremo noter, se sprehodimo in si samo ogledamo. V hiši Reisnerjevih se zdi, da ni videti nič nenavadnega, vendar pa ena stvar pritegne pozornost policista, ki opravlja preiskavo. Oprosti, Brandon, vem, da ti postavljam veliko vprašanj. Imam še eno vprašanje. Ali je v hiši kakšen prostor, kamor ne hodiš redno? Klet. V redu. In podstrešje, ampak tam je Podstrešje je zračno. lonec. Tisti z ključem bo. Tista vrata tukaj. V redu. Tam zgoraj, ampak na desno. Tja ne hodim pogosto, ker je to strašljivo podstrešje. Čeprav Brandon pravi, da redko hodi v zgornjo spalnico, pravi, da je Aaron tam spal prejšnjo noč. Kopalnica je tam zgoraj, kjer je preveril. Razumem te. Gašpod. Ko se povzpne po ozkem stopnišču, se policist razgleda po sobi. Rjuhe so odstranjene z postelje, povsod so čistilna sredstva in sesalec. Toda na tem prizorišču je nekaj nenavadnega. Policist pokliče svojega partnerja, naj pride gor pogledat sam. Ob postelji je tudi precejšnja količina krvi. Veliko več kot samo bruhanje. Vse do sem. Videti je, da je tam že nekaj časa, ampak verjetno bi lahko bruhal kri predvidevam. Tudi to tako izgleda. Vidiš vse to? To je. Čudno, da bruhaš kri tako.
Da ne omenjam, če bi imel zastrupitev z alkoholom, se danes zjutraj sploh ne bi mogel vstati in premikati. Še posebej ob 2 ali 3 zjutraj. Ja, ob strani. Tu se ne izide. Še vedno je mokra. Kar pridi sem, imamo kar precej krmi na tleh in imamo kri tudi na tem, Na steni, na tisti stvari na steni. Vse poklev tukaj, na drugi strani, na preprogi. Da. Ja, šli bomo od tukaj in šli nazaj ven. Tako kot smo naredili s tistim drugim tipom. Tudi tukaj sem pravkar posul prah. Količina krvi, najdene v spalnici v zgornjem nadstropju, je sumljiva. Policisti zapustijo podstrešno sobo v upanju, da ne bi kontaminirali kraja, ki bi zdaj lahko bil prizorišče zločina. A želiš iti pogledat? Pojdi ven od tukaj. Lahko pokličemo preiskovalca. Preveri preostale sobe, poišči žrtev in se nato umakni. Ruhe so tukaj noter. Ja, na njih je kri. Medtem ko policisti še naprej preiskujejo hišo, Brandon Reisner naredi nenadno in presenetljivo potezo. Ja, Hej, ti vodiš dispečersko zvezo? To je ta serija. Kje je tvoja zadnja številka 47? Dispečer Ariel Laporte je bil nazadnje viden v Collinwoodu. Temna majica. Ja, rdeči konice. Želiš preveriti tole? Ste morda videli koga teči mimo vaše hiše v to smer? Ne, nisem. V redu, če vidite sukljatega fanta v temni majici, nas pokličite, prav? Seveda bom. V redu, hvala. ko preiskovalci prihajajo na prizorišče, policist, ki se je odzval na klic, razloži mračno situacijo. Šel sem gor, našel so kri, poklical sem ga, naj pride gor k meni. Tako da smo naredili iskalno verigo, kot jo delamo zdaj. Pobegno je, ko bi ga vrak nesel. Ja, pravi rjuhe. Mislim, da me je slišal, ko sem rekel, da so rjuhe v sušilcu in takrat je pobegnil. Niti videl ga nisem, ko je stekel. Gotovo se skriva ob zaničijo hišo ali avtom ali kaj podobnega. Še vedno je tukaj nekje. Ni lih domač na tem območju, torej precej nov tukaj, kolikor jaz razumem. Medtem ko policija preiskuje sosesko v iskanju Brandona, enemu od sosedov uspe stopiti v stik z Brandonovim očetom, Jeremyjem Reisnerjem, ki je bil izven mesta. Pozdravljeni, gospod, jaz sem poročnik Sailor iz policije. Pozdravljeni, jaz sem Jeremy Reisner, lastnik hiše. Brandonov oče. Ja, verjetno bomo morali govoriti z Brandonom. Ali veste, kje je? Ne, mislil sem, da je še doma. Prej sva mu rekla, naj se mogoče zapelje po območjih, kjer se običajno družijo in poskusi poiskati Arona. V službi, da bi stopil v stik z njim. Še približno 1 uro smo stran, počasi prihajamo tja. Na koncu Jeremy prispe na kraj dogodka in na kratko govori s policijo. Vendar vztraja, da ne ve, kje je Brandon. No, ne vemo. Ne vemo. Nekaj policistov je bilo noter, vendar ni bilo dobrega pregleda. Noč pade, a še vedno ni sledov o Brandonu. Jeremy Reisner se vrne v hišo, da bi policiste vprašal za več informacij. V roki pa drži Brandonov mobilni telefon. Dokler obstajajo dokazi za to, borba. Veš, na tej točki res ne vem, je... Možno je.
Je bilo tam zgoraj razbito steklo? Nisem videl nobenega. Ampak vem, da sem videl druga vrata. V redu, naj si zapišem. Hvala. Vredno. Ali imate nalog, ki bi vključeval tudi telefon? Ne, morali bi ga pridobiti kasneje. O tem smo že razpravljali. Torej, prebral sem to. Obrnil se je na policijo. Vprašali so, ali so kdaj imeli nekaj izmenjanih sporočil. Nekaj pomaga. Sredno deluje. Ne vem, jaz sem celotna hiša v Harisu. Tako da, ne vem. Želim, da si pri tem zraven. Ne vem, to je nadležno. Ja, bom še naprej gledal. Jeremy pove organom pregona, da sta on in njegova žena našla telefon, medtem ko sta iskala Brandona, vendar noče predati telefona brez naloga, kar vzbudi sum, da ve več, kot želi povedati. Kako se je to zgodilo? Kako sem jaz pristal z njegovim telefonom? Rekel je, da ga je našel. Brandon je rekel, da ga je našel. Kje ga je našel? Pogovarjal se je s svojo ženo po telefonu in njegova žena je iskala tam nekje pri St. Mary's in podobno. Mogoče so se srečali s svojim otrokom. In ne vem. Našel sem, seveda. Ja, kdo pa najde telefon, mislim. Samo... Ja, tudi če imaš Find My iPhone, to ni tako natančno, da bi ti kar rekel, kje je, veš. Prav tako ni izgledalo, da bi imel razbit zaslon, kar pomeni, da verjetno ni padel, ko je tekel, ampak še vedno je udaril. Torej, Travo, oče izda svojega sina. Kje je in ne ve? Ne. Nič takega. Ne vem. Misliš, da ga krije? Mislim, da verjetno samo poskušajo dobiti grant človek. Je precej preprosto, razen kje je žrtev in kje je morilec. Kje je osumljenec? Na vsaj eno od teh vprašanj dobimo odgovor nekaj ur kasneje, ko se Brandon Reisner pojavi na policijski postaji skupaj s svojim očetom Jeremyjem in mačeho Rachel, da se preda. Rachel, Jeremy, če lahko sedete tukaj zunaj, jaz ga bom odpeljal nazaj in se bomo pogovorili. In potem? Imate nekaj vprašanj? Bi radi govorili na samem? Morate poslati nekoga ven, da najde trupa. V redu. Gremo. Vrnile se bom čez minuto, prav? Prav. Kaj za sam sed? Takoj bom nazaj z vami, prav? Čez. Brandon je odpeljan v zasliševalnico, kjer preiskovalci nestrpno čakajo, kaj bo povedal. Preden postavite kakršnakoli vprašanja, morate razumeti svoje pravice. Imate pravico molčati. Vse, kar poveste, se lahko uporabi proti vam na sodišču. Imate pravico, da se pred zaslišanjem posvetujete z odvetnikom in da je odvetnik prisoten med zaslišanjem. Rad bi imel odvetnika. Radi bi imeli odvetnika. Čeprav Brandon noče govoriti, ga lahko policija zadrži zaradi oviranja preiskave, saj je pobegnil s kraja dogodka po odkritju krvavih rjuh. Medtem Brandonov oče in mačeha delita svojo plat zgodbe. Danes zjutraj sem prijel klic od Brandona. Prav vprašajmo eno stvar. Torej, Brank ni hotel, da bi oče zvedel, ravno pa sem jaz zgoraj. To je vse, kar smo danes slišali. Mene 1 ali 2 uri. Ali pa nas pokliče njegova mama, ali pa sem takoj po tisti aretaciji poklical Brandona nazaj. Torej, veš, da smo poročeni, samo imamo svojo družino. In povedal so nam, da je Aaron bežal, se skrival, se izmikal policiji. Bil je odsoten. Večino časa, res, odkar so ga ugrabili? Odkar so ga ugrabili, se je ves čas skrival. S tem pride tudi to, da ga ljudje iščejo. Pravijo, da ga že dolgo niso videli, ne razumejo. In s tem živim. In vem, da ga je nasilje motilo, ker je imel napade tesnobe, imel je samo morilne misli. Imel je privide o tem, da ga silijo, da nekaj reče. Ne vem, če sem prav razumel okoliščine. Jeremy Reisner deli še več ključnih informacij s policijo. Zdaj se veliko dogaja. Ali lahko kaj naredimo, da vam trenutno pomagamo? On zažega truplo. Lahko te odpeljem ven, poskušati bom pokazati. Lahko ti poskušam pokazati. Lahko
lahko nam pokažeš splošno območje? Ja, na hribu je staro pokopališče. Zaviješ levo. Je rdeča stavba, tam je rdeč zvon. Neki tazve, ko rdeč zvon. Lahko počakam, da bo zgodba v redu. Po pogovoru z Jeremyjem Reisnerjem so preiskovalci uspeli najti Aaronovo truplo, ki je bilo zakopano v plitvem grobu na starem pokopališču. Prav, Brandon. Prej sem ti povedal, da si pridržan zaradi oviranja, ker si prej pobegnil pred policisti. Zdaj boš obtožen umora. Hud napad. Oviranje in oviranje preiskave umora. Hvala, John. Hvala, Jeff. Brandon nima nobene reakcije na novico, da ga obtožujejo umora njegovega tesnega prijatelja Aarona Davisa. Odpeljejo ga v zapor in ga evidentirajo. Minilo bo več kot leto in pol, preden se bo pojavil na sodišču, da odgovori na obtožbe proti njemu. Skupaj se Brandon Reisner sooča z 12 obtožbami. Poleg naklepnega umora, 2 obtožb za umor med izvršitvijo kaznivega dejanja ter hudega napada, obtožanje hujšega telesnega napada, prikrivanja smrti druge osebe, zapustite trupla, kraje, odstranitve delov telesa s kraja smrti, poseganja v dokaze in oviranja uradne osebe. Junija 2024. Brandon Reisner pride na zaslišanje glede priznanja krivde in ni več tisti suhljati, 21-letnik, ki je bežal pred policijo. Danes smo tukaj v zadevi država Georgia proti Brandonu. Dobro za modre. Aaron William Davis je bil star 21 let, ko ga je obtoženec brutalno umoril. Med 11. in 12. novembrom 2022 v hiši svojih staršev na Collingwood Drive, tukaj v okrožju Floyd. Brandon Christopher Reisner je napadel Aarona Williama Davisa z rezilom podobnim predmetom z namenom umora in zlobo. S tem, da ga je večkrat zabodel v glavo, vrat, trup in okončine, povzročil iznakaženje in na koncu povzročil Aaronovo smrt. Nato je obtoženi, da bi prikril svoja kazniva dejanja, poskušal razkosati truplo in pri tem odstranil del tankega črevesa, ki ga nikoli niso našli. Na koncu je truplo Aarona odpeljal v gozdnato območje in ga pokopal v neoznačen grob pod kodrto drevo in trto. Kako se izrekate glede te obtožbe? Kriv ali ne kriv? Krivi? Sodnik sprejme priznanje in bližnji Aarona Davisa se lahko potolažijo z vedenjem, da je njegov morilec priznal zločin. Vendar bodo morali počakati še 1 mesec, da izvejo usodo Brandona Reisnerja in da na sodišču spregovorijo o bolečini, ki jo je povzročil. Tukaj smo danes popoldne zaradi izreka kazni v primeru država Georgia proti Brandonu Reisnerju. Gospod Reisner je priznal krivdo 20. junija 2024. Država zahteva dosmrtno kazen brez možnosti pogojnega izpusta. Tožilec pred sodnikom predstavi dejstva primera in poudari izjemno brutalnost obtoženčevih dejanj ter njegov šokanten motiv. Prvič, to je bilo vnaprej načrtovano. To ni bilo naključno nasilno dejanje ali naključen dogodek. To je nekaj, o čemer je obtoženec razmišljal že vsaj od zgodnje jeseni. Zaužil je izdelke s konopljo in doživel prerok Bo, kjer je čutil, da mu Bog govori, da mora ali ubiti svojega najboljšega prijatelja ali imeti spolni odnos s svojo mačeho. In zato je mislil, da bi bilo manj lastnega užitka, če bi ubil Aarona. Tako je Aaron tisti dan poklical obtoženca in mu povedal, da prihaja v mesto. In ko je obtoženec prejel ta klic, je mislil, da je to znak njegove usode, ker njegovi starši niso bili v mestu in bi bil Aaron tako sam z njim v hiši. Brandon je po aretaciji opravil psihiatrične preglede, da bi ugotovili njegovo duševno stanje v času zločina. Med temi pregledi je pripovedoval svoje spomine na umor. Ne spomnim se niti ene same misli. Vedela sem, kaj moram storiti. Bila sem moški z načrtom. Povzpela sem se na streho in zasledovala svoj plen. Postala sem pohotna žival, kot v sanjah. Videla sem, da je ležal na posteli tam noter. Za trenutek sem se skrila za steber, da se prepričam, da ni videl. In obtoženec je povedal, da je prvič začel čutiti čustva, ko je ubijal Aarona. Kasneje pa je rekel, da je edino čustvo, ki ga je občutil, bilo presenečenje, da je to sploh lahko storil oziroma da je lahko tako drastično spremenil svojo resničnost z eno samo potezo. To so njegove besede o tem, kako se je počutil, ko je ubijal svojega najboljšega prijatelja.
Tožilstvo prikazuje podobo morilca, ki je vedel, da je to, kar počne narobe, pa je vseeno to storil. Opisali so tudi korake, ki jih je naredil, da bi prikril zločin. Tistega večera se do 6. zvečer odpravi v Walmart, kjer kupi lepilni trak. In vemo, da je bil lepilni trak uporabljen za zavijanje Aaronovega telesa. In potem, ko je padla noč, je začel razmetavati dokaze po različnih naključnih smetnjakih po mestu Rome. Odšel je v gozdnato območje ob Tamlin Drive, da bi pokopal Aarona, kjer ga ne bi našli. V soboto zjutraj začne svojo kampanjo laži in prikrivanja, kjer začne več ljudem govoriti, da je Aaron odšel sredi noči. To so vse premišljeni koraki z njegove strani, ki kažejo, da je točno vedel, da je to, kar je storil, narobe. In previdno je ukrepal, da bi se izognil odkritju in s tem kakršnikoli odgovornosti za svoje dejanja. Kot dokaz o naprejšnjem načrtovanju, tožilec prebere nekaj Brandonovih iskanj po internetu, tako pred kot po umoru. 11. november, petek. Na tej točki je Aaron mrtev. Obtoženec je že ubil Aarona in vedno znova išče rjuhe in odeje. Več kot 20 iskanj rjuh in odej. Poskuša najti nadomestek za rjuhe in odeje, v katere bo Aaron na koncu pokopan. Poskuša najti nadomestni komplet, da bi spalnica izgledala nespremenjena in da bi znova prikril svoje dejanje. To so njegova iskanja tistega dne, ki se nadaljujejo. In izpostavila bom le nekaj izmed njih. Profesionalni odstranjevalec madežev. Ali imajo v Walmartu lepilni trak? Simptomi šizofrenije. Chlorovarikova kislina, najbolj odmaknjene lokacije, kako izprazniti pralni stroj in še več iskanj o rjuhah in odeji. In vse to kaže, da poskuša prikriti svoje kaznivo dejanje. Prav. In tako v soboto, 12. novembra, še vedno išče čistilno ekipo za preproge. Prav tako išče sanacijo vodne škode in podjetje z imenom Chattanooga Blood Spill Cleanup ter kako očistiti kri s preproge. V dneh predtem je imel tudi nekaj zanimivih iskanj po internetu. Ena izmed teh je bila knjiga Let nad kukavičjim gnezdom. To je znana knjiga, vendar je bistvo v tem, da bo oseba obsojena za resen zločin. In zato se pretvarja, da je nora, da bi šla v psihiatrično ustanovo namesto v zapor. Večkrat tudi poišče 10 nasvetov, kako se spopasti s krivdo. Po umoru je Brandon prav tako naredil seznam opravil. Ko pridem domov, načrtuj zadnje 3 pesmi. To je skic na njegov YouTube kanal, kjer je objavljal glasbo. Napisal je kar nekaj pesmi, jih izvajal in nekaj jih je imel na YouTube kanalu. Številka 2. Sesanje. Številka 3. Perilo. Številka 4. Tuširanje v moji prhi. To je pomembno, ker je bil Aaron razkosan v prhi za goste. Zato si daje opomnik, naj se tušira v svoji lastni prhi in ne v tisti, kjer je poskušal razkosati truplo svojega najboljšega prijatelja. Pravi tudi, naj se okopa. Torej je spet obsedeno s čiščenjem. Verjetno zato, da bi odstranil morebitne dokaze, ki so še vedno na njegovem telesu. In spet, sesanje in pranje perila, to je ponovno povezano z njegovim poskusom prikrivanja. Toda potem si tudi pošlje opomnik, v bistvu napiše sporočilo, da bi si ustvaril alibi in to pošlje svoji mačehi Raheli, tako da napiše Raheli, da je Aaron strašno bruhal. Mislim, da je bilo v bruhanju nekaj krvi. Zbudila sem se in ga ni bilo več. Prva postavka na Brandonovem seznamu opravil, ki se nanaša na njegovo glasbo, ponuja več vpogleda v Brandonov spomin na Aaronov umor. Tu se zdi kot del njegovih besedil za pesem. In tiste, ki jih želim izpostaviti, so prav tukaj. Kričal je, dokler se ni zadušil z lastnim jezikom in krvjo. Njegov krik se je spremenil v hropenje, ko je pogoltnil svoj jezik. Verjamem, da obtoženec opisuje Aaronovo smrt. Brandon je napisal pesmi že pred umorom. Tožilstvo trdi, da so te pesmi dokaz njegovega pomankanja obžalovanja. Ni pomembno, kaj narediš. Pojdi ubiti nekoga, pojdi ljubiti nekoga. Prihodnosti ne moreš načrtovati. Bog je to odločil namesto tebe. V redu je, če misliš, da sem samo majhna igrača. In če to nakazuje na njegovo filozofijo, je to nevarna filozofija. To je filozofija, ki se izogiba vsaki odgovornosti. Med to obravnavo izreka kazni imajo starši in dekle Aarona Davisa priložnost povedati sodniku o izgubi, ki so jo utrpeli zaradi Brandona Reisnerja.
Aaron Davis je bil in je ljubezen mojega življenja. Nikoli več ne bom ista, ker sem ga poznala. On je ljubil mene in jaz sem ljubila njega. Lahko bi vam povedala 100 ljubezenskih zgodb, pa to še vedno ne bi opisalo, kako čudovit je bil. Imela sva toliko načrtov za najino prihodnost in življenje, ki sva ga skupaj gradila. Želela sva si poroke, kjer bi se obe najini družini lahko zbrali skupaj in praznovali, da bi bili tam ob najinem prvem plesu. Želela sva biti poročena za čas in vso večnost. Toda zaradi moškega, ki ga je imel za svojega najboljšega prijatelja, ki bi zagotovo bil eden od njegovih ženinovih spremljevalcev. Jaz in Aaron teh priložnosti nikoli ne bova imela. Brandonu sem v vseh teh letih pri meni doma skuhala in postregla na tisoče večerji. In pri meni je prespal velikokrat, res velikokrat. Zdel se je, kot da je več časa preživel pri meni kot doma. Brandon je Aaronu vzel življenje, ko ga je umoril in nam zlomil srca ter uničil naša življenja. Že 1,5 leta vsak dan jočem. Od Aaronovega umora težko spim in ko zaspim, imam nočne more, v katerih je Aaron zaboden do smrti. Brandon je zabodel Aarona do smrti. Zabodel je tudi Randija, Luka, Lorelei, Phoebe in Micah in mene vi srce. Iztrgal nam je srca. Tako zelo smo bili uničeni zaradi zlobnih dejanj Brandona. Tako ne še kdaj popolnoma zaupamo komorkoli, potem ko smo bili priča temu, da je nekdo, ki smo mu tako zelo zaupali, brutalno umoril in mojemu sinu iztrgal drobovje. Psihološke brezgotine zaradi izdaje nekoga, ki smo ga imeli za sina ali brata, so nepopravljive. Vsakič, ko slišim svojega sina, Majka, kako v videoigri govori o tem, da je umoril nasprotnika, začutim bolečino. Zdaj delam z starejšimi ljudmi v domu za oskrbovance, ki so zelo zgovorni in me vedno vprašajo, ko se pogovarjamo, koliko otrok pa imate. Namesto, da bi odgovoril 5, kar je pravilen odgovor, običajno rečem 4, ker se o tem nočem pogovarjati z njimi. Nočem jih obremenjevati s tem, kar se dogaja v mojem življenju. Ampak zame je to izziv. Nikoli ne bom popolnoma razumel, kaj je pripeljalo do tega. Ampak vem, da nikoli ne morem priporočiti, da bi gospod Reisner še kdaj bil na prostosti. Verjamem tako v pravičnost kot v usmiljenje. Verjamem, da je pravičnost najbolje zadovoljena, saj se Aaron ne bo vrnil. Najbolj pravično bi bilo, da obtožencu nikoli več ne bi dovolili izpusta iz pripora. Upam, da bo lahko našel usmiljenje pri Bogu in poiskal pomoč, medtem ko je v priporu. Da bo lahko prosil Boga za njegovo usmiljenje ob pravem času. Brandonovi starši pravijo, da so tudi sami trpeli zaradi dejanj svojega sina, vendar sta se oba obrnila na sodnika, da bi zagovarjala Brandona. Zavedam se, da večina ljudi v tej sobi in pred televizijskimi zasloni vidi morilca. In vidijo tisto, kar bodo videli. Česa ne vidijo? Nikoli ne bodo videli veselja, ki ga je prinesel v naša življenja na dan, ko se je rodil. On je prijazen, nežen človek, ki nikoli, če sploh kdaj, ni pokazal znaka nasilja v svojem življenju. Pokazal je samo prijaznost. Trdno verjamemo, da so Brandonova dejanja niso bila posledica zlobe, ampak so prej posledica njegovih duševnih težav. Zavezani smo k temu, da mu zagotovimo stalno zdravljenje in podporo, ki jo potrebuje za obvladovanje svojih bolezni. Prosimo vas za sočutje in razumevanje, ter da prepoznate globok vpliv, ki ga je njegovo duševno zdravje imelo na njegovo vedenje. Jaz sem Brandonova mama. In rada bi začela s tem, da povem, kako zelo mi je žal za Davisovo izgubo. In to žalost nosim s seboj vsak dan. Ne vem, kaj se je zgodilo. Tisto tragično noč. Še vedno težko verjamem, da bi Brandon lahko to storil. Večkrat na teden se pogovarjam z njim in vse, kar vidim, je isti fant, ki ga poznam in imam rada. Edini način, da lahko to grozljivo dejanje povežem s svojim sinom, je, da priznam, da Brandon trpi za hudimi duševnimi zlomi. To spoznanje je edina stvar, ki mi omogoča, da priznam, da je Brandon trenutno tam, kjer mora biti. Njegova dejanja so povzročila neizmerno žalost v družini Davis in za ta dejanja bo plačal ceno.
Prosim vas, da mu nekoč omogočite upanje za prihodnost, zunaj zaporniških zidov, da se bo lahko nekega dne vrnil k družini, ki ga ima rada. In skrbi zanj. Prosim za vaše razumevanje. In predvsem prosim za upanje. Po izjavah svojcev o posledicah dejanja, sodnik razglasi kratek odmor, medtem ko razmišlja o kazni za Brandona Reisnerja. Je rehabilitacija mogoča? Ali Brandon zasluži, da preostanek svojega življenja preživi v zaporu, brez upanja, da bi še kdaj videl zunanji svet? Premislil sem. Vsa dejstva in okoliščine tega primera ter zagovore. Argumente. In prišel sem do zaključka, pravičnost zahteva, da je gospod Reisner obsojen po prvi točki na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. In to bom tudi storil. In to temelji na premišljenosti, na načinu smrti in prizadevanja popihajlikom vsa ta dejanja. Usoda Brandona Reisnerja je zdaj zapečatena. Po izreku sodbe sodnik še zadnjič nagovori sodno dvorano. Oba ta mlada moška sta bila ljubljena skozi vse svoje življenje. In vem, da vsi vi doživljate izjemno bolečino, vključno z družino Reisner. Toda bolečina Aaronove družine to daleč presega. Imeti mladega sina, ki je bil brutalno umorjen. Je nepojemljivo. Brandon Reisner bo preostanek svojih dni preživel za zapahi. Družina Aarona Davisa je dočakala pravico, vendar nič ne more vrniti njihovega sina in brata. V svojem govoru ob slovesu svojega sina je Aaronova mati povedala: Aaron, tako si ljubljen, tako zelo nam manjkaš in vedno nam boš manjkal. Nočemo nadaljevati brez tebe. Aaron nam bo neizmerno manjkal. Dragocen nam je čas, ko je bil z nami na tem svetu.